Tokrat v občinskem informatorju. Za oživitev gradu Borl pripravljajo načrt upravljanja kulturnega spomenika državnega pomena. Gradnja medgeneracijskega centra v Gorišnici. Huda prometna nesreča terjala življenje. V Dupleku korak bližje domu starejših izdali bodo javno naročilo za izvajalca. Na Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor se bojijo, da se bo streha telovadnice zrušila. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo obiskalo prometno šolo Maribor. Lepo pozdravljeni. Grad Borl vstopa v novo razvojno obdobje z načrtom upravljanja 2026-2031. Občina Cirkulane in javni zavod Belana Cirkulane sta skupaj z Ministrstvom za kulturo ter partnerskimi institucijami vzpostavila delovno skupino za pripravo načrta, ki bo usmerjal dolgoročno upravljanje, obnovo in vzdrževanje gradu. Zainteresirane vabijo k sodelovanju, no podrobnosti pa v prispevku. Od aprila 2024 z gradom Borl upravlja javni zavod Belana Cirkulane. Grad Borl sicer ni v lasti občine Cirkulane, a vseeno skrbijo, da bi ga oživili, vložili pa so tudi nekaj sredstev. Tako so ponosni, da je po večletnih prizadevanjih ponovno odprt za javnost. Moram pa tudi ob tem poudariti, da zelo pozitivno vpliva na okolje občine. S tem v bistvu vidimo, da se je kar precej razvilo tudi, so se razvile nočitvene kapacitete, predvsem v smislu teh razpršenih hotelov. Teh imamo v občini zdaj kar mislim, da ni 14. In na tem tudi določene dopolnilne dejavnosti in pa vinogradništvo, ki je tudi nekako dobilo v zadnjih 2 letih precejšen zagon in to si tudi želimo pospeševati. Občina bo še naprej vlagala v grad, a kot pravijo, bo moralo tudi ministrstvo. Občina je zelo veliko vlagala, tudi opremila, določene stvari smo kupili v tem gradu od stolov do vsega, pa vendarle pričakujemo še nekoliko večjo pomoč ministrstva oziroma države, predvsem v smislu, da pomaga dopolniti ponudbo obstoječemu zavodu z revitalizacijo obstoječe terase zunanje, se pravi za sanacijo te terase, za katero že obstajajo načrti, ki jih ima Ministrstvo za infrastrukturo, ker vemo, da se tu spodaj podrla pečina in je pred leti že Ministrstvo za infrastrukturo saniralo to pečino, da se potem ni zrušila na državno cesto in tudi sedaj so še v predvideni določeni ukrepi, predvsem za to utrjevanje zidu in jaz pravim, da bi Ministrstvo za kulturo tukaj nekako lahko mogoče našlo vzvode še v leto 2026, da bi istočasno potem tudi nadkrili to teraso. Zdaj so ustanovili delovno skupino za pripravo načrta, ki bo usmerjal dolgoročno upravljanje, obnovo in vzdrževanje gradu. Zdaj, sam namen in cilj izdelave načrta je med drugim določiti vsebino in zasnovo za preostale 2/3 še neobnovljenega gradu. Zdaj, sam postopek priprave načrta v bistvu je pa predpisan v mednarodnih, na nek način temelji na mednarodnih smernicah UNESCO in pa predvsem v zakonu o varstvu kulturne dediščine. Lokalna skupnost bo pripravila načrt skupaj z drugimi deležniki in ga predložila Ministrstvu za kulturo, nato pa bo šel v potrditev vladi. V tem času pa vabijo širšo javnost, da sodeluje z idejami. Sam grad v bistvu je močno vpet v Haloze kot pač turistično destinacijo in pa štajersko deželo, če tako rečemo, ali pa to Podravje na nek način in pa tudi širše. Tako da to povabilo v bistvu velja ne zgolj, bom rekel, za lokalne deležnike, ampak tudi za ostale deležnike, ki recimo imajo ideje, predloge, kaj dejansko v teh drugih 2/3 na nek način bi recimo bilo smiselno, da se odvija in dogaja. Do zdaj so imeli na gradu že nekaj dogodkov. Tudi za januar, februar in marec je že nekaj načrtovanih. Začnemo 17. januarja z gospom Tamburaši, ki so bili uradna godba Đorđe Balaševića. Lansko leto so napolnili dvorano za svojo energijo, za svojo skladbo, tako da smo se odločili, da ta koncert tudi ponovimo. Na to nadaljujemo 25. januarja za Peter Prohart Trio. Gre za mlade ustvarjalce narodno-zabavne glasbe. Potem pa
imamo prvič nagrado Borl 30. januarja, festival ruma, konjaka in salse, tako da želimo ljudem tudi približati eksotiko in rume, konjake ter salso. Februarja pa bodo imeli večer opernih arij, nato tudi počitniške dejavnosti. Marca pa bo najprej koncert. 7. marca z nami Pepelin 3, namreč obeležujejo 50. obletnico delovanja in imajo turnejo po Sloveniji in v okviru te turneje bodo tudi nagrado Borl in 21. marca komedijo Ženitveni oglas. Tu pa smo šli v bistvu v sodelovanje z ptujskim gledališčem Ptuj, kar smo tudi že v preteklosti počeli. Za naslednje mesece imajo prav tako že dogovorjenih več dogodkov na gradu. V Gorišnici pa gradijo medgeneracijski center z vaško-gasilskimi prostori. Stavba bo velika in moderna, postavljena na obsežnem zemljišču, kar bo omogočilo, da bodo vsa društva, ki so trenutno razpršena po občini, združena pod eno streho. V Gorišnici nastaja medgeneracijski center z vaško-gasilskimi prostori. Pod eno streho bo združil več društev in gasilcev ter ponudil prostor za lokalno skupnost. Potreba po gasilskem domu novem v srednji enoti Gorišnica je bila zelo velika, ker imajo trenutno zelo dotrajan gasilski dom, tudi bistveno premali za njihovo delovanje. Zato smo se odločili, da naredimo tako zgodbo skupno z več deležniki, z več društvi, v bistvu z civilno zaščito, gasilsko zvezo, z gasilskim društvom, z društvom upokojencev, še s kakim ostalim društvom, ki bo imelo tukaj prostore. Gre za velik objekt, ki je postavljen na obsežnem zemljišču. V bistvu še manjka zgornja etaža, še ena etaža pride, ne sicer po celem, ampak po eni tretjini in bo pa dejansko zadeva videti zelo velika in zelo sodobno moderna. 4 garaže za gasilska vozila bodo v pritličju v spodnji etaži strani bliže ceste. V bistvu smo malo zapakirali zgodbo skupaj, za same gasilske prostore so tudi naši v ozadju, se vidijo te 4 garaže, to je potrebno za to našo osrednjo gasilsko enoto. Večnamenski prostori bodo namenjeni različnim dejavnostim. Od dvorane, ki bojo lahko izkoristila tudi ostala društva za neko dopoldansko dejavnost, da temu tako rečem, društvo upokojencev, ki vsi vemo, da se bolj dopoldan gibljajo v teh prostorih, do nekih gasilcev, ki popoldan se gibljajo, ne nazadnje tudi kakšnih prireditev čez vikend oziroma kakšnih drugačnih zadev. Vsa društva, ki imajo zdaj prostore na različnih lokacijah, bodo združena pod eno streho. Društvo upokojencev konkretno imajo prostore v starem gasilskem domu, ki je tudi zadeva dotrajana, enaka zgodba kot z gasilci. Ostala družba pa imajo tudi v nekšnih drugih prostorih urejenih, ki trenutno niso najbolj primerne za njih, zdaj bomo pa združili to vse na tem mestu. Naprimer, gasilska zveza sploh nima nekih pravih svojih urejenih prostorov, sedaj bo pa tukaj dobila te svoje prostore potrebne. Načrtujejo, da bi medgeneracijski center z vaško-gasilskimi prostori zaživel že letos. Gradnja bi mogla biti zaključena do konca septembra tega leta. Zdaj gledam to, da tukaj zadeva poteka bistveno brez vseh kakršnih kolih manjših težav, vse po planu, vse po tako, kako mora biti. Mogoče tudi že kaj prej zaključeno, ampak cilj je, da do konca leta nekje tega zaključimo, zadevo predamo svojemu namenu in začnemo naprej. Prostori bodo namenjeni vsem generacijam. To je tudi namen nekih takih vaško-gasilskih domov, da se združijo različne generacije. Poleg že zastavljenih ciljev imajo še dodatne ideje. Ena od idej mogoče za prihodnost je pa tudi to, da bi želeli mogoče starejše ljudi, ki, da tako rečem, v dopoldanskem času potrebujejo kakšno družbo, mogoče najbolj primerna beseda, jih lahko bi tukaj družili, se pravi, bi lahko bilo neka dogajanja dopoldan, ampak to mogoče v naslednji fazi. Vsi želimo, v tej smeri razmišljamo, tudi smo že v osnovi razmišljali in verjamem, da na koncu nam bo tudi neka takšna zgodba uspela, ker je nenazadnje tudi za našo občino vidimo, da so potrebe potem. Gre za finančno obsežen projekt. Ponudbena vrednost je bila 1,5 milijona brez davka, tu nekje se bomo po vsej vrednosti tudi gibali, kajte ni zdaj zaenkrat se pokazalo v projektu, ni dobenih nekih nepravilnosti, da mislim, da bo vse več ali manj potekalo tako treba, tako da sredstva bomo vzeli iz lastnih sredstev, tako da. Medgeneracijski center v Gorišnici bo tako ponudil funkcionalne in večnamenske prostore, ki bodo gasilcem in lokalnim društvom omogočili boljše pogoje za delo in dejavnosti. Včeraj, 15. januarja, nekaj minut po 8. uri zjutraj, se je na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug zgodila huda prometna nesreča. 49-letni voznik tovornega vozila s polpriklopnikom je izgubil oblast nad vozilom in trčil v varnostno ograjo ter jo previl. Tovorno vozilo s polpriklopnikom, v katerem je bila nafta, se je pri tem prevrnilo na nasprotno smer vozišča. Tam je po levem prometnem pasu peljal 28-letni voznik
voznik tovornega vozila, ki je trčil v goreče vozilo in žal izgubil življenje. Poglejmo, kaj pravi policija. 28-letni voznik tovornega vozila je izgubil življenje potem, ko je v hudi prometni nesreči, v kateri se je v njegovo vozilo na štajerski avtocesti zaletelo prevrnjeno tovorno vozilo s polno cisterno nafte. 49-letni voznik vozila s cisterno je namreč izgubil oblast nad tem vozilom, ki je trčilo v varnostno ograjo in jo prebilo ter padlo na drugo stran. V tem trenutku pa je iz smeri Slovenske Bistrice v smeri Slovenskih Konjic pripeljal voznik tovornega vozila. Med vozili je prišlo do trčenja in pri tem se je vnelo tudi nevarno blago nafta, ki je bila na priklopnem vozilu tega vlečnega vozila. V prometni nesreči je voznik tovornega vozila izgubil življenje in umrl na kraju prometne nesreče. Potnik v tovornem vozilu in pa voznik vlečnega vozila s priklopnim vozilom pa sta bila telesno poškodovana in odpeljana na zdravljenje v UKC Maribor. Avtocesta je bila zaradi gašenja požara, ki je nastal, in odpravljanja posledic nesreče zaprta skoraj do 12:30 popoldan. Nato so promet sprostili po enem pasu v smeri Maribora, nekaj minut do 3:30 popoldan pa še po enem prometnem pasu za smer Ljubljana. Vrsto let se že govori o gradnji doma za starejše v Dupleku, zdaj pa so že velik korak naprej k uresničitvi gradnje tega doma. Dom Danice Vogrinec bo namreč v naslednjem tednu objavil razpis za izvajalca. Direktor doma in dupleški župan pa sta za naš medij povedala več podrobnosti. Prizadevanja za izgradnjo doma za starejše v občini Duplek so že večletna. V naslednjih dneh bo Dom Danice Vogrinec Maribor tudi objavil razpis za izvajalca. Dejansko delamo na tem že dalj časa in sedaj so že v tej fazi, da lahko rečem, da je že Dom Danice Vogrinec, ki bo nosilec tega projekta, v fazi javnega naročila za izbiro deležnikov v tem projektu, tako da projekt sigurno je v tej fazi, da lahko rečemo, da se bo v letošnjem letu zagotovo pričel tudi sama izgradnja fizična in upam, da bo vsi ti postopki, ki so pred tem potrebni, brez nekih večjih zapletov izpeljani, da bomo se lahko malo veselili položitve temeljnega kamna in seveda tudi potem same izgradnje. Občina Duplek je podprla večletni trud Doma Danice Vogrinec za izgradnjo dislocirane enote. Dejansko v trenutku, ko v naslednjem tednu predvidoma objavljamo javni razpis za izvajalce te gradnje in seveda smo vsi zaradi tega zelo veseli, kajti Danica pridobiva s tem razpisom oziroma z izvedbo te enote vrhunsko najsodobnejšo enoto, ki bo ustrezala vsem standardom in seveda komaj čakamo. Župan upa, da bo dom zgrajen kmalu, saj bodo lahko v občini tako pripomogli več k oskrbi za starejše. Saj s tem ne skrbijo samo za bivanje v domu, ampak precej več. Velika pridobitev za lokalno skupnost bo seveda tudi ta oskrba oziroma dnevno varstvo starejših in pa seveda delovanje večgeneracijskega centra, ki bo lahko se preselil iz prostorov ali pa nekako dopolnil tudi v Spodnjem Dupleku. Zagotovo računamo tudi z temi prostovoljci, ki so zelo aktivni v večgeneracijskem centru, da bodo na nek način dodana vrednost ali pa dodana vsebina tudi za same oskrbovance v domu. Bodoči dom ima najsodobnejši koncept skrbi za starejše. Vsem know-howom, ki je v Danici tako ali tako že znan, bomo zagotovo znali povezati vse potrebe, vse želje starejših. Zdaj v skladu z sistemom dolgotrajne oskrbe, ki smo ga uvedli, seveda tudi v ta sistem vplesti nove upravičence, tako da zagotovo kombinacija domskega varstva, institucionalnega dela, kot tudi dela, ki se tiče dolgotrajne oskrbe na domu. Povezani pa bodo še naprej z lokalno skupnostjo in prostovoljci v medgeneracijskem centru Danica Duplek in širše. Kontekst, celovitost teh storitev bo zagotovo primer dobre prakse za vso državo. Tako je še poudaril, da je prav medgeneracijski center v Dvorjanah eden večjih izzivov pri vzpostavitvi doma za starejše. Zagotovo so trendi v Evropski uniji, trendi razvitih družb taki, da seveda brez laične pomoči zaradi škripanja na področju oskrbe starejših kažejo na to, da brez res teh skupnostnih oblik skrbi za starejše
za starejše, to se pravi, če se skupnosti po domače ne bodo znale in zmogle organizirati na način, da bodo laični deli pomoči, se pravi ukvarjanja z svojimi sokrajani, če temu tako rečem, ne bile dobro organizirana, potem tudi celovita storitev ne bo kvalitetna, ker enostavno ljudi je premalo in mi bomo probali tukaj, tako kot Danice, velikokrat orati ledino in vzpostaviti eno res dobro organizacijsko obliko sodelovanja. Dom za starejše z medgeneracijskim centrom bo tako skrbel za povezanost tistih, ki bodo nameščeni v domu in bodo imeli med sokrajani veliko podporo. Telovadnica Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor je bila nekaj dni zaprta, saj so se zaradi dotrajanosti nosilcev strehe bali, da bi se streha porušila. Zdaj je sicer spet odprta, a ravnateljica te šole opozarja, da je zamenjava nosilcev strehe in sama streha nujna. No, podrobnosti pa v prispevku. Telovadnico Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor so pred dnevi zaradi večje količine snega na strehi zaradi varnosti zaprli. Zdaj je sicer ponovno odprta, a ravnateljica te šole apelira, da je treba ukrepati in zamenjati nosilce strehe in samo streho. Nosilca strehe na telovadnici dotrajana. Pravzaprav so te lesene plošče začele nekako razpadati in je nosilnost strehe zaradi tega zmanjšana. Ob pregledu strehe smo dejansko, ob detaljnem pregledu strehe se je ugotovilo, da je potrebna menjava teh nosilcev, kar v bistvu pomeni zamenjava celotne strehe. Da je nekaj narobe, so ugotovili, ko so opazili pokanje mavčnih plošč. To v bistvu je nek znak, da dejansko se neki premik in neko posedanje se dogaja, je pa struktura strehe oziroma sam način izgradnje te strehe takšen, da jaz mislim, da bomo rekli, da se hipna porušitev je zelo mala verjetnost, da bi se zgodila. Dodatnih razpok zdaj sicer niso opazili, a zaradi strahu, da se ne bi streha porušila, dijakov in drugih nekaj časa niso spuščali noter. Slišali je, da je nosilnost teh nosilcev pravzaprav zmanjšana. Smo rekli, da bomo ob vsaki dodatni obremenitvi strehe iz previdnosti in iz varnosti streho zaprli, tako da zagotavljamo varnost. Vemo, kaj se lahko zgodi, vemo, da strehe so že padle. Upam, da pa tukaj zdržimo do poletja, ko se bo dejansko začela izvajati sanacija strehe. Streha je zdaj pokrita. Kakšno je njeno stanje, so sporočili tudi Ministrstvu za šolstvo. Ministrstvo in ministrstvo tudi naj bi zagotovilo sredstva za novo streho. Nimate pa še potrjeno to, ne? Kako? Ja. Poleg strahu po zrušitvi strehe pa vidijo, da je problem še večji. Ja, pravzaprav je dež pronicov v telovadnico v zadnjih nekaj letih na več različnih mestih te naše strehe, in tudi to je eden izmed razlogov, zakaj je res treba konkretno celovito sanacijo te strehe narediti. Parket je dotrajan, nujna je tukaj zamenjava in bi poskusili v okviru menjave strehe v bistvu en tak celovit paket vse to nekako zaključiti, to zgodbo in res telovadnico preurediti. Zdaj pa res upajo, da bo streha zdržala do poletja in da se ne bo nikomur nič zgodilo, sploh ker je telovadnica polno zasedena. V dopoldanskem času od 7 ure zjutraj pa nekako do 3 popoldan je telovadnica zasedena z našimi dijaki. Na šoli imamo nekaj manj kot 500 dijakov, ki imajo tukaj pouk športne vzgoje. Po 3 uri popoldan pa nekje do 9, pol 10 ure zvečer pa je telovadnica, bomo rekli, skoraj da neprekinjena zasedena z rekreativnimi skupinami, torej manjše skupine, ki si želijo rekreacije v popoldanskem času in jim pri nas to tukaj tudi omogočamo. A pred kratkim so jo zaprli in če jo bo treba, jo bodo spet. Iz čiste previdnosti in v skrbi za varnost vseh uporabnikov naše telovadnice in zato, ker vemo, da torej nosilnost strehe je zmanjšana, zapiramo telovadnico, kadar so obremenitve na strehi večje. Zagotovo si ne želimo kaj podobnega, kot se je že zgodilo. Skrb za varnost ostaja, prav tako pa tudi upanje, da bo streha zdržala in da bo ministrstvo pristopilo k zamenjavi strehe in njenih nosilcev. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor pa tudi letos nadaljuje svoje poslanstvo ohranjanja zgodovinskega spomina in prenašanja znanja o osamosvojitveni vojni na mlajše generacije. V okviru tega so veterani obiskali prometno šolo Maribor, kjer so dijakom predstavili dogodke iz leta 1991.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor tudi letos prenaša znanje na mlajše generacije. Dijake smo povprašali, ali so se v času šolanja seznanili z dovolj pomembnimi dejstvi o času osamosvajanja Slovenije. Ja, pa ne, ker še dosti drugih informacij, katere še nismo spoznali, o čem se gre. Upam, da bomo danes. Ja, par stvari, par pa ne, pa upam, da bomo čim več izvedli vse. Se vam zdi to pomembno? Ja, zelo. Pač vsak državljan bi mogel vedeti v svoji državi nekaj, tako da upam, da čim več vemo. Povprašali smo, zakaj so takšna predavanja pomembna. Da se naučimo veliko novega, pa še izvemo pač več o vojski pa o vsem tem. Da se mi mladi spoznamo z vojsko, pa da, ker smo že sami tehnik varovanja, da če še eni ne vejo, kaj bi radi bili po poklicu, da jih to malo da v vode vojske, pa da se spoznajo z poklicom, pa da mogoče se bolj pridružijo čez nekaj časa vojski. Veterani poudarjajo, da je njihovo bistveno poslanstvo prav negovanje zgodovinskega spomina in prenos izkušenj iz prve roke na mlade. Bistvena naloga ali poslanstvo veteranske organizacije, tudi negovanje zgodovinskega spomina. Seveda to, da bi ga mi samo obujali v naših vrstah, bi bilo malo brez koristi. Pomembno je, da mladi razumejo, da samostojnost Slovenije ni bila samoumevna. Tisto, kar je potrebno prenesti na mlado generacijo, je seveda tudi to, da je samostojna Republika Slovenija nastala z voljo ljudi, ampak da je to voljo trebalo tudi ubraniti. Mariborski veterani so bili zelo dejavni že lani, ko so obiskali osnovne šole v Mariboru. Mi smo lansko leto bili na 12 šolah, smo opravili postavitev razstave, smo predstavili, torej opravili predavanje v 2 urah in potem smo seveda napravili tudi kviz, ki je bil v mariborski kadetnici z 12 ekipami in zato, ker so se nam osnovnošolci pridružili v tej naši kviz aktivnosti, smo jim tudi omogočili strokovno ekskurzijo v Vojaški muzej v Pivki. Letos svoje poslanstvo nadaljujejo na srednjih šolah. Letos imamo pa 4 srednje šole in se dogovarjamo še z šolami, ki bi nam to omogočile, torej to srečanje, in jaz sem prepričan, da bo to prispevek k njihovemu pouku zgodovine, predvsem pa, da spoznajo svojo bližnjo okolico, v katerih se je to tudi leta 1991 dogajalo. Del predstavitve je bila tudi razstava. Naša razstava prikazuje vojne dogodke, ki so se odvili leta 1991 v Republiki Sloveniji. To smo naredili tudi v sodelovanju z Vojaškim muzejem Slovenske vojske in pa seveda želimo povedati tiste težiščne aktivnosti, ki so pa tekle v mestu Maribor. Predavanje je mladim približalo številne informacije o slovenski zgodovini. Okrog tankovske čete, ki je napredovala iz mesta Maribora proti mejnemu prehodu Šentilj, kjer smo to tankovsko četo tudi ustavili in iz nje naredili iz naših teritorialcev, se pravi, ker so nekoč služili kot tankisti, se pravi novo tankovsko četo, slovensko tankovsko četo, ki je kasneje tudi bojno udejstvovala, se pravi, je to prva slovenska tankovska četa, ki je bojno udejstvovala. Veterani imajo za srednješolke in srednješolce posebno sporočilo. V prvi vrsti patriotizem. Tega nam manjka v Sloveniji. In dokler ne bomo imeli nekega patriotizma, potem tudi ne bomo uspešni v drugih nalogah. Konkretno nekaj narediti za svojo domovino. Danes vemo, da ne služimo vojske več, nimamo naborniških sistema, čeprav sem zagovornik tega, da bi to uvedel nazaj, pa ne zaradi tega, da bi rokovali mladi z orožjem, predvsem, ja, da se rokuje, da zna preživeti v boju, kadar bo svojo domovino branil. Iz svoje zgodovine se lahko veliko naučimo. Mlade seznanjati ali pa jih opolnomočiti za vsem, kar smo v Sloveniji dosegli, da smo dosegli svojo samostojnost in je to seveda tako za zgodovinski spomin, tudi za krepitev mišljenja zrelega pri mladih, to zelo pomembno, da poznajo zgodovino svoje dežele in hkrati tudi to, da spodbujamo domoljubnost. Da vedo, da življenje v miru ni samoumevno. V današnjem času predvsem vidimo, da je
pravzaprav nas lahko kar skrbi in da je zato, da je dežela samostojna, tvoja domovina samostojna in živi v miru, potrebno tudi nekaj narediti in tudi kaj žrtvovati. In zato je pa sila pomembno, da naše mlade s tem tudi seznanimo, kako je bilo v preteklosti pri nas. Takšna predavanja imajo pomembno vlogo pri izobraževanju mladih, saj krepijo njihovo razumevanje zgodovine, zrelost razmišljanja in zavedanja o pomenu samostojne države. Toliko za danes v oddaji Občinski informator, no poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V nedeljo 18. januarja se lahko udeležite tako imenovanih smučarskih skokov v Jiršovci in sicer v občini Destrnik. Tam bodo vse od 13. ure dalje, ko se bo tudi začelo tekmovanje. No, organizator prireditve je Športno društvo Destrnik. V Selnici ob Dravi, natančneje v gostišču Heric na Svetem Duhu, pa v soboto 17. januarja prirejajo srečanje harmonikarjev, ki se bo zgodilo s pričetkom ob 18. uri. Toliko z moje strani, imejte lep konec tega tedna in nasvidenje.